nadzemni vodnik oziroma sistem vodnik-zemlja. To je tudi primer iz zakladnice dveh premih nabojev, kot smo zadnjič govorili. Bom morda tule spodaj sliko dal. Seveda slika bo karikirana, glede na realistične izmere. Višina obešanja vrvi pri naših omrežjih je pri nizkonapetostnem nivoju ustrezno nižja, pri visokonapetostnem ustrezno višja. Torej, višina je 5, 10, 20 metrov, a ne? Torej, te izmere. Radij žice smo rekli pri 400 kV je debeline žice 6 cm oziroma radij je 3 cm, ne? Tam nekje, 2 cm, 3. Ne? To se pravi, lahko rečemo, da je radij veliko manjši od haja. A ne? Zdaj pa seveda na tej žici imamo nek naboj, nasproten naboj je pa na spodnji žici. Ti dve žici, oziroma ta dva naboja, pa učinkujeta v ta prostor med obema telesoma, ne, tako, kot da bi bila locirana v ekscentričnih legah. To se pravi, kot da bi tule noter imeli naboj žice združen v premijem naboju. In seveda tale ekscentričnost bo glede na te relacije in na relacijo, da je A dosti manjši od H, bo ta ekscentričnost praktično enaka nič. Ne? Sprav, tukaj bomo lahko rekli, ekscentričnost je nič. Jaz bom lahko žico nad zemljo obravnaval z premo elektrino v njeni osi, oziroma v njegovi osi, v vodnikovi osi. No, seveda je nasproten naboj, ne, je dejansko na površini, učinkuje pa v prostor tako, kot da bi bil v zrcalni legi. Na globini praktično tega haja. A ne? No, in tule je, kot rečeno, ta naboj minus Q. Torej, ta dva naboja sta sedaj odgovorna za električno polje med tema dvema prevodnima telesoma. No, če je zdaj to točka T in je tole ρ plus in tale razdalja ρ minus, ne, potem je potencial v točki T določen tako, kot vemo, kot potencial v okolici dveh premih nabojev. No, tukaj je dela še ustrezno manj, kajti ni nam več potrebno določati, kje ta naboj je pomožni. Ta je praktično v osi, ta je pa v zrcalni legi. Tam naboja ni, da ne bi šel kakšen kopat v zemljo. Ne? To je samo matematični ekvivalent. Ne? To se pravi, naša naloga je zdaj v nadaljevanju določiti velikost tega naboja. Seveda, tale zadeva je nekje priključena na nek vir, enosmerni izmenični, to zaenkrat ni pomembno, a ne, o tem se bomo itak še pogovarjali, kratkotrajni vklop izklop, a ne, nam ta sistem naelektri. To je neka napetost U in zdaj, če vzamemo tukaj točko na površini, tule tudi točko na površini, potem pišemo potencial v točki A je sedaj naboj z 2π epsilon, logaritem. Zdaj pa, glede na to, da je tale naboj Q praktično v osi, tale pa praktično na globini H, lahko rečem, da je tale potencial praktično, oddaljenost ρ minus je takrat pravzaprav kar radij žice,
oddaljenost negativnega naboja do te točke je pa praktično 2h. Višina plus globina. Torej, v števcu in imenovalcu sem tisti izmik iz osi zanemaril, ekscentričnost sem zanemaril. No, potencial točke B je pa kaj, če gremo s to točko na površino, kamorkoli na površino, sta pa ρ plus in ρ minus enaka in logaritem 1 je nič. To se pravi, VB je enako nič. Iz tu ven sledi, da je napetost enaka, jasno, da VA manj VB, to pa je naboj z 2π epsilon, logaritem A z, to sem se pa zmotil, ρ minus pa ρ plus, to se pravi, dajte popraviti. Zamenjal sem oddaljenost plusa minusa, 2h z A. Takole, ne? Oddaljenost negativnega naboja deljeno z oddaljenostjo pozitivnega naboja. Takole. No, in iz tu ven sledi kapacitivnost. Kapacitivnost mali c je kvocient naboja z napetostjo in to je 2π epsilon nič deljeno z logaritmom 2h z radijem. No, seveda, tukaj je približno, to je jasno, da približno, ne? Ampak glede na metrske višine in glede na centimetrske radije je to praktično enačaj. Tehnično je to enačaj. No, spet vidite, da tudi ta kapacitivnost oziroma ta izraz ni kaj bistveno drugačne oblike. Ja, tule se pa oproščam, gledajte. Tukaj mi je pa nekaj ušlo, še dobro, da imamo vse na tabelj. Glejte, ta izraz in ta izraz, to sta dva enaka izraza in potem je brez tele dvojke. In brez tele dvojke, in brez tele dvojke, in brez tele dvojke. Dva enaka izraza sta, ne? Se pa zgodi. In tudi seveda tule stran. No, seveda tudi tule zdaj ne bi postavljali kakšnih številk, ne? Torej, načeloma podobna konstrukcija izraza za kapacitivnost, to se pravi pi epsilon oziroma 2π epsilon, spodaj logaritem kvocienta dveh razdalj. Takole. No, naslednjo uro bi pa tale primer dokončali še z porazdelitvijo naboja na površini Zemlje oziroma pod vodnikom. No, pa bi ob tele kapacitivnosti in dvojki in tem zdrsu, ki smo ga imeli, naredil še en tak hiter premislek, da morda tudi začutite, kje dvojka je, kje je ni. Namreč, če sliko malo okrog obrnem, rečemo, in tule narišem dvovod, kjer smo tole označili kot D, tole pa kot A, tule imamo pa slučaj vodnika, takole nad Zemljo, na višini H. Takale je situacija, ne? In zdaj, v tem primeru imamo kapacitivnost C, ki je enaka 2π epsilon nič L. Dolžino še vključimo, ne, z logaritmom 2H z A. Tukaj smo imeli pa kapacitivnost enako pi epsilon nič, še dolžina, z logaritmom D z A. Pa da bo malo razločka, jaz bi dal tukaj 1, 2. No, mi bomo kasneje itak govorili o kondenzatorju kot strnjenem elementu, to se pravi, tole lahko mi modeliramo
s kondenzatorjem kapacitivnosti C2. A ne? Takole. No, tale H je pa isto, kot je tukajle, tale H je pa isto, kot je tukajle D polovic. A ne? Se pravi, če bi tule navidezno vključili noter še to ekvipotencialko in bi jo ukovinili, bi imeli tukajle kapacitivnost takšno kot prej, C2, C2, C1 je pa C2 polovic. No, to pa vsak ve. Če dva kondenzatorja enake kapacitivnosti vežete zaporedno, je nadomestna kapacitivnost pol manjša. A ne? Torej, tudi tole dvojko in tukajle odsotnost dvojke, zdaj nekako bi rekel, lahko tudi začutimo, da ni nekaj, kar se moramo skoraj da na pamet učiti, ampak kot rečeno, do teh stvari bomo itak še prišli. No, ob tem zgledu bi pa še pogledali, kako je z nabojem na površini Zemlje. No, glede na tale razmišljanja in tako naprej in tudi diskusijo okrog tele neenakomernosti, zdaj lahko kaj, bi rekel, tule pričakujemo. Naboj na površini te žice bo praktično enakomerno razporejen. Zdaj razporeditev naboja na Zemlji, ne, bo pa kakršna bo. Takole. Lahko bi že kar na tisti sliki risal, ampak ne bi želel preveč obremenjevati. Tako da bom jaz morda na lovo narisal, vi pa morda, če vam prostor dopušča, morda kar na tisti sliki narišite tisto, kar bom jaz tule. No, če je tole X os, tole Y os. Torej, vidite, označujem Q minus Q, to je lokacija naboja, v oklepajih pa lokacija navideznega naboja. No in zdaj si bomo tukaj eno točko izbrali. Rečemo, da je to točka, kaj pa vem, točka T, tale točka je pa tik nad površino, T+. Tole je normala, ki ustreza pravzaprav smerniku EY v našem primeru. Ne? Normala, ki kaže iz prevodnika ven. Takole. No in vemo, da je sigma v točki T enako epsilon nič krat E normalni v točki T+. T+ je pa točka tik nad. No, tole koordinato bomo označili z X, to je koordinata točke T. No, in dajmo tole zapisati. Glejte, če ta naboj sprejemamo, rečemo, kot pozitiven, lahko od njega narišemo vektor E od plus naboja, če kar takole označim. E od minus naboja
je takle. No, njuna vektorska vsota je seveda vektor v podlago in če je vektor usmerjen v prevodnik, potem je tam naboj negativen, ne? No, in normalna komponenta tega vektorja je očitno negativna, ne? Ker imamo normalo navzgor, polje je pa navzdol. No, pa zapišemo tole. Epsilon nič, zdaj pa naprej. Glejte, zapisati moramo absolutno vrednost enega od vektorjev, upoštevati kosinus kota, rečemo, če je to alfa, kosinus kota pa še dve projekciji. To se pravi, bomo takole rekli. Najprej minus, ne? To se pravi, normalna komponenta je negativna. Minus, potem pa dvakrat, ker imamo seštevek dveh projekcij, potem je pa naboj deljeno z 2pi epsilon in pa oddaljenost. Tale oddaljenost je pa koren iz h kvadrat plus x kvadrat. To sem zdaj zapisal dejansko absolutno vrednost tega vektorja, ne? Minus je zaradi tega, ker kaže dol, dvojka je zato, ker imam dve projekciji, zdaj pa še kosinus tega kota. Kosinus tega kota, alfa, je pa priležna proti hipotenuzi, a ne? To se pravi h deljeno še enkrat s korenom. H kvadrat plus x kvadrat in zaklepaj. Takole. Poglejte. Vemo, zakaj smo kakšno stvar napisali. No, v naslednjem koraku seveda to samo še uredimo, epsilon se krajša, dvojka se krajša, korena združimo in tako naprej. Ne? In dobimo minus naboj z pi, takole, potem pa imamo še geometrijski del h deljeno s h kvadrat plus x kvadrat. Takole. No, in seveda, ta sigma je zdaj funkcija x-a. X je pač koordinata točke na površini. No, zdaj to funkcijo lahko tudi narišemo. No, ta funkcija je takale zvončasta, zvončaste oblike. To se pravi, tik pod vrvjo, tik pod vodnikom je gostota najbolj negativna, ne? Tale vrednost sledi iz tukaj ven, ne? X je nič, ne? To se pravi minus q deljeno z pi h. Takole. Ne? Zdaj si lahko predstavljate, ne? Če imamo nad zemljo več takih naelektrenih žic, to je naš daljnovodni sistem, potem imamo od vsakega naboja na vsaki žici eno takole zvončasto porazdelitev, ki je lahko pozitivna, negativna in seveda rezultančna porazdelitev naboja je zdaj vsota razlika takih zvončastih funkcij. Ne? Tako, no, morda bi še eno zadevico si privoščili. Torej, to naelektritev lahko zdaj razumemo kot zloženko naelektrenih ozkih trakov. In dajmo sešteti naelektritev na teh ozkih trakovih. Od leve do desne skrajnosti. Kratko malo narediti je treba integral te funkcije. Ne? Sigma od x dx, to je naboj tega traku, ne, na lokaciji x. No, ker je funkcija soda, lahko tukaj naredimo okrajšavo, ne, to se pravi, integriramo po polovičnem intervalu te naše funkcije. No, če to napravimo, integral od nič do neskončno, sigma imamo, minus bom dal spredi, a ne, potem pa pride naboj
deljeno s pi-jem, pa seveda še h deljeno s h kvadrat plus x kvadrat dx. Ne? Takole. No, konstanta gre spredi, a ne? No, če se malo spomnite, smo pa takole integracijo že imeli. Enkrat smo jo že imeli. In je nekdo tudi pomagal mi ta integral ovrednotiti. Prosim? Je konstant, ampak jo namenoma ne bom dal ven. Glejte, vem. Vam bom pa drugače zapisal, a veste, pa se boste že z mano kar nekako strinjali. Dajmo tukaj s h kvadrat deliti, pa dobimo dx z h deljeno z 1 plus x z h na kvadrat. No, x z h je pa t, rečemo. Nova spremenljivka, ne? In imamo arcus tangens, ne? Zgornja spodnja meja je pi polovic, ne? Pa še tole dvojko smo pozabili, ne? Minus 2, takole, pa je tudi tule dvojka, tole je pa pi polovic. Zdaj v redu? No, pi polovic in je minus naboj. No, nekaj, kar smo morda potihem pričakovali, ne? Da bo množina tega naboja na tleh tolikšna, kolikor še je ta navidezni naboj v tej zrcalni legi. Ne?